Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o počitku in o starih modrostih. V glavnem, stari Indijanci so rekli, če en dan potuješ, naslednji dan počivaš, da te duša ujame. No in jaz enkrat to moji prijateljici razlagam, je rekla, veš, me se toliko mudi v življenju, vmes, ko imam pavzo v službi, šibam domov, skuham kosilo, spotoma dušo poberem in potem šibam delat. Ja. Včeraj smo šli peš na Brezje, danes jaz počivam. Danes delam minimalno oziroma se je nedelja. Ampak predvsem lahko bi šla, pa bi mogla biti dobra hčerka pa teči starša obiskat, pa bi bilo potrebno, a veste, bi bilo potrebno 1001 stvar, ampak se učiti delati nič, počivati, biti v stanju mirovanja. Dati življenje na minimalne obrate. No in seveda se, glede na to, da počivam, potem berem. In branje, ja, te absolutno širi obzorja. Še vedno sem pri knjigi Ko življenje reče ne, in še vedno sem pri avtoimunih obolenjih in nenazadnje o avtoimunih obolenjih sem pisala v knjigi Ko ima življenje žur. Tako da v glavnem za vse tiste, ki vas tehnično zanima, zakaj pride do avtoimunih obolenj, prva polovica knjige Ko ima življenje žur. Druga polovica pa govori o čustvenem ozadju. In to čustveno ozadje je tako neverjetno, ker dejstvo je, da fizično seveda prideš do avtoimunega obolenja. To so lahko boleča kolena, lahko je to avtoimuno obolenje ščitnice, lahko je tudi nespečnost na koncu koncev, se jo ne moreš nalesti od nekoga drugega. Lahko je rak, lahko je vnetje kjerkoli v telesu, lahko je demenca, Alzheimer. V bistvu to so vse obolenja, ki se jih ne nalezeš, ampak jih telo pridela na podlagi nečesa. Se pravi, v telesu je nek sprožilec, ki aktivira vse ostalo. No in zdaj, da vam čisto preprosto razložim, kako grejo ti sprožilci. Mi imamo hipofizo tukaj v možganih, kjer je povezana žleza tudi z vidnim svetom. Se pravi, to, kar jaz vidim, hkrati je pa povezana z amigdalo, to je pa s tem spominskim svetom. To, kar polnim. Pa ni nujno, da polnim, lahko sem potlačila v zgodnjih obdobjih prvih let življenja, lahko celo programiranje v maternici, vse ostaja zapisano. Vsa ta čustva, ki jih je doživljala naša mama, do tega prva leta življenja, kar pomislite, če imate več kot 30 let, sem skoraj prepričana, da so vas starši vzgajali na sistem, ja pa ga ne boš pestval, saj ga boš scrkljal, ja pa naj majčkeno joka, naj se mu pljuča širijo. In v glavnem otrok, ki občuti na en način zanemarjenost oziroma zapuščenost, to je samo ohranitveni nagon, si v bistvu vgradi nek sistem, da mora biti priden, da si zasluži pozornost, dotik, se pravi, da bo preživel. In to potem nese odraslo dobo. Seveda, ker je to njegov ali pa njen primanjkljaj, dobi potem točno takega partnerja, ki mu pokaže ta sistem ogledal, ki je njegov manko. In jaz verjamem v to, da to je tudi duša se prišla na ta svet naučiti, da se je zato izbrala določene okoliščine, zato da pride do spoznanja, kaj ji fali. No? In zdaj, kaj ji fali? Poglejte. Pred kratkim, oziroma nisem še pogledala, ampak bom, Zvezdana je imela zdajle pred kratkim oddajo, oziroma včeraj, o zasvojenosti. Pred kratkim sem imela par pri meni na svetovanju, on odvisnik od cigaret, pozdravljen alkoholik, ona odvisna od hrane. In dejansko pa ni nujno, da si zasvojen s hrano, s heroinom, z mamili in tako naprej. Lahko si zasvojen s slabimi odnosi, lahko si zasvojen s stresom. In v bistvu, kdor je zasvojen, na en način kliče po zlorabi. In potem, glejte, če se malo odmaknete in gledate mogoče daljši del svojega življenja in rečeš, se jaz kličem po zlorabi, vedno me nekdo izkoristi, vedno nekdo nekaj hoče od mene in na koncu ostajam prazna oziroma nikdar ne pride do te izravnave. Zato
da je potrebno vzorce prepričanja pozdraviti. In te vzorci prepričanja jih najprej potrebno prepoznati, ker dokler se samo odzivaš z jezo na druge ljudi, dejansko nič ne narediš. No, zdaj pa poglejmo prav čustvo jeze. Jaz se spomnim sebe, da sem bila v puberteti jezna. Pač jezna sem bila in vem, da mi je večkrat mama rekla, pa poglejte se, kako si ti jezna. Ja, zdaj pa poglejte žival. Če pogledamo živali, imate mogoče psa ali pa mačko, recimo kuža, ali pa če gremo še bolj pasji svet, volkovi. Volkovi branijo svoj zarod in ko je v bistvu ogrožena njegova družina, odreagira z jezo. Po drugi strani pa jeza oziroma jeza, ko je ogroženo ta naše preživetje, se sprošča odziv boj ali beg. In takrat, ko se sprosti ta adrenalin, zdaj pa pogledajte, tukaj vidimo, gre v nadledvični žlezi, se sprosti kortizol, ki poskrbi v tistem trenutku, ali bomo bežali, ali pa se bomo borili. No in v bistvu jeza je to. Druga zadeva pa je potlačena jeza, ki mogoče niti se ne zavedaš. Aha, se je nekaj zgodilo v mladosti, potlačiš, daš nasmeh na obraz in teraš naprej. Naslednja zadeva, opazila sem tudi pri strankah seveda, da določene imajo pa prav potrebo po begu. In potreba po begu je, da se ne soočaš s problemom, ampak bežiš. Bežiš v neko zasvojenost, odvisnost, šport. Zasvojenost športom je beg pred sam sabo. In zaradi tega, razpadajo veze. Zasvojenost z begom, se pravi, je bolj varno zbežati, kot pa se ukvarjati s svojo bolečino. Najprej te nekaj jezi, potem pa zbežiš stran od tega in misliš, da si rešil. Dokler pometamo pod preprogo, nismo naredili nič. Ampak pojdimo zdaj na rešitve. Prvo prepoznamo. In zdaj lahko prepoznavamo vse te težave preko bolečin na našem telesu. Lahko je avtoimuno obolenje, lahko je pa kronično, seveda se isto, kronično vnetje sklepov, artritis, težave s koleni. To je vedno neko čustvo zadaj, ki je potlačeno in ki ga ne želiš prepoznati. Ker je bolj varno hoditi od fizioterapevta do zdravnika, do ne vem česa še, kot pa se ukvarjati s svojimi potlačenimi čustvi. No, mišični test sem vam vsekakor večkrat že kazala, kako ga sami preizkusite, se pravi, roke prekrižate, zamižite, globoko vdihnete. Vdihnete ne tako, ampak s prepono, tako skozi nos vdihnete, skozi usta izdihnete, roke prekrižate, date na prsa, rečete svoje ime in rečete, ne vem, jaz zdaj zase govorim, jaz sem Minka, grem naprej. Če rečem, jaz sem Janez, grem nazaj, kar absolutno nisem Janez. In potem rečem, v svoji duši nosim potrebo po zlorabi. No pa da vidim, se niti nisem še preizkusila. V svoji duši nosim potrebo po zlorabi. Jo ne, sem to že počistila. Zato, ker sem pred leti se rekla, pa kaj je z mano narobe, kako je to možno, da vsak človek, poslovno ali osebno, ki pride, me na en način zlorabi. Seveda sem se potem umaknila, ker veste, pa je pa treba še to bolečino dokončno pozdraviti in se je bolj varno umikati, ker te je že strah, da boš spet naslednji, ki pride, da te na en način zlorabi. Se pravi, pobere, da ima neko korist od tebe in pa itak vse glih. In dokler imaš to potrebo po zlorabi, se bo dogajalo, da dobivaš odnose, ki te na nek način zlorabljajo. Pojdimo zdaj na hrano. Ravno tako pa hrana, potreba po zlorabi, pomeni, da jaz lahko svoje telo zlorabljam in se prenažiram, ali pa svoje telo zlorabljam in ne jem. Tudi bulimija. Nenazadnje jaz sem imela težave s hranjenjem v puberteti, večkrat sem hrano izbruhala, se pravi, to je ravno tako potreba po zlorabi. To jezo nisem usmerila na ven, ampak sem jo usmerila v sebe. Sebe sem uničevala. In zdaj mogoče mislimo, pa tega ni, ali pa mene obsojate, le kakšna je. Ampak to govorim samo zaradi tega,
da prepoznate vzorce in če ga imate vi, da ga lahko pozdravite. Seveda, kako ga pozdravite, zdravilna molitev dekodiranja. Ta je opisana v knjigi, ko ima življenje žur na strani 412, oziroma CD. No, tako da v vsakem primeru treba je prepoznati, nehati tlačiti, nehati bežati in začeti se ukvarjati s tem, kar je globoko v tvoji duši. Ker to se je duša prišla naučiti v to življenje, da preseže ta del. No, zjutraj, ko sem se zbudila, sem razmišljala pač o eni gospe, ki jo poznam, ker njeno telo je nehalo sprejemati hranilne snovi. Začela je hirati, hujšati in tukaj noter je ravno tako potreba po zlorabi. Druga zadeva pa je, glejte, zdaj pa poslušajte naprej. Kdor ima potrebo po zlorabi, se lahko zgodi, da bo preveč pojedel in zadrževal, se pravi, bo imel tudi slabo prebavo in hkrati se bo dogajalo, da ne bo mogel iti na WC, enostavno, ko gre kakat, grejo figice od njega. Po drugi strani pa, kdor ima ravno tako potrebo po zlorabi, se bo začelo dogajati, da lahko da hrana gre skozi njega, kot bi potegnil vodo v WC školjki in nič ne pride do njegovih celic. In dokler te potrebe po zlorabi ne pozdraviš, telo hira. Na en način pride, da telo odreagira. Zato vam res priporočam, jaz bolj kot berem to knjigo, ko telo reče, ne, bolj mi je jasno, da ta čustva, ki jih potlačimo, povzročajo bolezni. In prejle preden sem začela snemati ta video, sem potegnila karte in katere karte sem dobila. Dobila sem čiščenje karme, poglejte to, čiščenje karme, osvobojena sem, osvobajam se starih vzorcev, ker tega ne potrebujem več. Dobila sem prehod v novo dobo, čeprav ta trenutek še ne vidim, se na obzorju že kaže nov dan in dobila sem nova zemlja, jaz sem boginja, ustvarjalka nove dobe, ker me vodi srce. Ker dejstvo je, če jaz ne pozdravim svojih čustev, svojih travm, ki jih moja duša vlači s sabo iz življenja v življenje, ne morem naprej. Je nemogoče, da bi šla naprej. In potem sem pa potegnila še karte Ošo in sem dobila uspeh, nešteto možnosti in povezana sem z izvorom. Glejte, tako nujno je zdaj pozdraviti svojo ranjeno dušo. Čas je. Čas je. In kdor ne bo pozdravil svoje ranjene duše, glejte, en moder mož mi je nekoč rekel, v življenju je pač tako, kdor ne gre s časom, s časoma gre. In zdaj je čas. Zdaj je čas, da počistimo. To, kar naša duša vleče sabo tako kot okove. Dovolj je bilo zavlačevanja, ne moramo več pod preprogo. Vidite, da če se ozrete okrog, bolezni je, kakor hočete, nove bolezni grozijo, hkrati se mogoče vam vzbudi nek grozen strah glede preživetja in to je strah, ki ga imate za počistiti in začnite delati. Delati na svojih vzorcih, ker ta nova doba, ki prihaja, ni več doba strahu. In dokler vsak pri sebi ne počisti svojega strahu, toliko časa ne more iti naprej v novo dobo. Zato začnite pucati. Cajte, uživajte in imejte se že končno radi.